Živjo. Živjo. Jaz sem Živa. Jaz pa Lara. Živjo, jaz sem Vesna. Kaj pa vaju prineslo v gledališče? Prišli smo poiskati pravega igralca ali pa igralko. Kaj ste vi prava igralka? Ja, jaz sem čist prava igralka. Kako pa postaneš igralka? Ja, zato moraš pa najprej malo študirati. Najprej moraš iti seveda v osnovno šolo, pa potem srednjo šolo, potem greš pa na igralsko akademijo. Večina slovenskih igralcev je šla na igralsko akademijo v Sloveniji, lahko pa študiraš tudi v tujini, potem se pa zaposliš v gledališču, lahko pa seveda tudi nisi zaposlen, pa delaš različne predstave v različnih gledališčih, pa še snimaš filme, pa take stvari. A imate tukaj masko? Ne, v našem gledališču imamo masko od spodaj posebej, ne v garderobah, maskira nas naš masker Matej. Tam imamo vse pudre in vse stvari, tako da tudi, če se moramo sami namazati, se mažemo tam, kjer imamo vse pripomočke. Tako da se pri nas v našem gledališču v garderobah ponavadi ne mažemo. Katero vlogo pa igraš? Ja, jaz trenutno v gledališču igram 7 različnih vlog. 2 imam iz letošnje, to se pravi bolj novejše, 5 vlog imam pa za nazaj. Tako, zadnja je predstava Dvom, to je taka bolj težka predstava za odrasle. Potem imam pa še eno komedijo, ki bi jo tudi vidve lahko prišle gledati, to je komedija Sen. Potem imam pa še eno otroško predstavo, tudi iz prejšnje sezone, to je pa Mala in velika luna, to je pa sploh za vaju. Kateri so pa tvoji najljubši liki? Ja, jaz zelo rada igram komedije, rada jih igram in rada jih delam, zato ker je to zelo lepo je igrati komedijo, ker vidiš odziv od publike. Rada igram tudi take, se reče, bolj kompleksne vloge, bolj težke, bolj komplicirane vloge. Igrala sem pa tudi zelo veliko otroških predstav. Pa sploh lepo in drugače igrati, zaradi tega, ker so otroci ena taka zanimiva publika, ki se zelo odzivajo in je ta odziv iz dvorane toliko močnejši in je lepo igrati za otroke, zelo lepo. Kar izvolite naprej, to je naša igralska soba, rečemo. Tukaj, kar izvolite se sesti. Tukaj smo na začetku vaj, nekaj 3 tedne ponavadi, tu včasih tudi 4, kjer se tekst učimo, ga ponavljamo, se pogovarjamo o tekstu. Kaj to so besedila? To so vsa besedila, ki jih trenutno delamo, ki jih je treba ponoviti, ki jih je treba znati, tako da to je to. Koliko časa se počeš besedilo? To je pa zelo odvisno. So teksti, ki se jih naučiš hitro, so teksti, ki se jih po večini naučiš doma. Ko grem na sprehod, ko kuham, sploh tekste, kjer so daljši moji deli, se pravi, kjer so taki monologi. Če so pa teksti krajši, se pa dostikrat dobimo tudi soigralci, pa se to naučimo pred vajo. Če so teksti tako, da sem jaz, pa takoj moji soigralci, pa potem to ponavadi pred vajo učimo. Kaj imaš pa to značen? Ja, teksti so v bistvu samo neka osnova. Na teh tekstih se potem se mi o tekstu pogovarjamo, se kakšne stvari tudi prečrtajo, se ne igrajo. Zraven imam napisane opombe, kako naj bi kaj igrala, da ne pozabim. In tako, da so teksti ponavadi zelo popisani, sploh če se veliko spreminjajo, izgledajo takole. Svoje tekst si ponavadi počrtam, zato da bolj vem, kaj je moje, da se lažje učim. In so tudi, pa vsi naglasi so poudarjeni, pa take stvari. Ja, a imaš kakšne trike za učenje? Ne, takega trika za učenje ni, ponavadi se tekst uči zelo tako, kot se vi učite pesence. Jaz včasih doma se učim tako, pa je tekst, pa imam list, pa ga premikam, pa pokrivam, da se spomnim. Se pa tekst veliko lažje nauči, ko že enkrat veš, kaj na odru delaš. Da ti v bistvu povežeš tekst z akcijo na odru. Zato se to na odru ponavadi hitreje gre, kot pa če se ti sam za mizo učiš. Ko veš, kaj, aha, tam počepnem in ko ostanem, rečem to, aha, tam pogledam tja in rečem to in ko grem ven, rečem to, se je lažje zapomniti, kot pa sam po tekstu. Tako da bi vaju povabila še na oder, pa boste videla, kje pa to na odru počnemo. No, to je pa oder. Tu
tukaj se pa dogajajo vse naše predstave. Danes pač ni nobene scenografije, zaradi tega, ker zvečer ni nobene predstave, je oder prazen. Luči je treba še vse naštimati, muzika, da to vse klapa in potem se tukaj dogaja predstava. Tukaj so pa seveda tudi vse glavne vaje na tem odru. Kaj pa pol narediš, recimo, ko zamrzeš, pa se ne spomniš več besedila? Joj, to pa ni fino, to pa ni. Kar naenkrat se ti zazdi, joj, kaj imam zapovedati in kar naenkrat nič ne veš. In občutek je grozen. Ampak mi si pomagamo ponavadi potem se... Imaš tak občutek, veš, da polije. Jaz ratam čist mrzla ratam, pa kar potne roke dobim. Ampak potem se pa nekako zbereš, pa probaš se spomniti, kaj je. Ne gre ti, velikokrat pomagajo soigralci, da te kaj vprašajo, zato da ti spomniš, aha, to bi mogel povedati, pa poveš, malo poimproviziramo, mi pravimo. Imamo pa tudi šepetavko, tako da če res ne gre, pa potem tudi ona vprašava. A ona res obstaja? Ja, res obstaja. Šepetavke res obstajajo. Mi imamo eno mlado punco, pa eno starejšo gospo, zelo prijazne. Zelo sta pomembne predvsem na vajah. Zaradi tega, da podiš gor s tekstom po odru in govoriš tako, ampak ti ona predstava, ti pa v bistvu tekst govoriš. In s tem se ga tudi najbolj naučiš. Šepetavka je pri nas takole zraven odra. Tele zadaj je skrita, ima lučko in tukaj sedi. Tako da, če pozabiš, moraš levo uho napeti, da slišiš, kaj ti ona pove. Kakšen je pa občutek, ko tukaj stojiš, pa ti loskajo? Ja, zelo lep. To je zelo lep občutek. V bistvu mi 2 meseca delamo za to, da na koncu potem dobimo aplavz. Zato je zelo lepo, da se otroci že, ko začnejo hoditi v gledališče, da se na koncu predstav ploska, ker je to nagrada. To je v principu nagrada, ki jo mi imamo. Edini občutek, da smo nekaj dobrega naredili, zdaj treba fajn ploskati, sploh če ti je predstava všeč. Tako da stati na odru in da ti vsi ploskajo, je seveda najlepši in to je to, za kar smo študirali in tamo. Kako se pa igralec na koncu prekloni? Lepo navadi na koncu prihajamo ali z te, ali pa z te strani, ali pa z obeh. Ravno tako naštudiran kot vsa predstava, točno vemo, kdo bo s kje prišel in kako se bo poklonil. Ponavadi zelo iz strani, prideš do sredine, recimo, prideš do sredine in se pokloniš. Eni se poklanjajo, jaz se nekako takole poklonim in potem sekundico še počakaš, da aplavz izzveni in se potem umakneš, čakaš, da se pokloni drugi tvoj kolega. Potem se pa na koncu takole primemo za roke, pa gremo en korak naprej, pa krat takole poklonimo in gremo nazaj in se še enkrat poklonimo. In če začutimo, da počasi aplavz ponehuje, gremo dol in to je to.